Živjo, spet jaz, Srebrousta tukaj. Dobrodošli v drug kot moje kuhinje. Zdaj, če sem se že tako potrudila, da sem vse to okrasila, bi bilo res škoda, da vam tega ne pokažem. Sem se pa danes odločila za tole vrsto videa, ker že nekaj časa nisem uspela posneti za sklop uvajanja hrane. In sicer se kar malo borimo in z zobkom in z vsem, če sem iskrena. In je res težko, no. En težjih videov mi je za posnet, kako nekaj skuham, ker na koncu tisto kuham 3-krat ali pa hočem probati nekaj novega in mi ne uspe. Tako so mi polentne palčke in pa polpeti ratali šele v drugo posnet, čeprav drugače, kadarkoli jih delam, so bili super. Tako da danes sem se odločila bolj pogovoriti malo, tudi taka tema, ki je zelo pereča, tudi sama sem se srečevala z veliko dvomi pa strahovi okoli tega, pa še vedno nisem našla do tega nekega enoznačnega odgovora. Veste pa, da moja naloga, ki sem si jo zadala s tem kanalom in z vsem, kar Srebrousta predstavlja, je opolnomočiti starše. Tako da vam želim predati samo informacijo, da kakorkoli se odločite, kakorkoli je vam lažje, to je tista prav način. Še zmeraj bo otrok imel veliko več od nekega sproščenega pa umirjenega starša, kakor pa neke napsihirane nevrotične matke, kakršna sem bila žal tudi sama. Tema, o kateri bomo govorili, kakor vidite že v naslovu, je uvajanje alergenov. To je tema, o kateri boste govorili veliko s svojimi starši, svojimi taščami in tasti, z sosedo, pa z vsako tretjo Micko pa Franckom, ki jih boste srečali od doma pa do najbližje trgovine. Pa zakaj ne bi pa še z mano malo, a ne? Jaz si res želim, da bi lahko naredila video ala recept, kako otroku uvajati alergene. Žal to ni v moji pristojnosti, niti si ne bi želela nase vse te odgovornosti prevzeti. So teorije, po katerih alergenov sploh ne bi uvajali do enega leta. Tudi glutena recimo ne. Potem so teorije, ki naj bi bile novejše in zaradi tega boljše, čeprav je res vse, kar je novejše, boljše, ne vem. Tukaj morate res sami presoditi. No, v glavnem te novejše teorije pa trdijo, da je boljše uvajati alergene zgodaj v obdobju uvajanja hrane, dokler se otrok še čim več doji. Zaradi tega, ker tudi naprimer gluten naj bi otrok veliko lažje presnovil z pomočjo materinega mleka. Po drugi strani pa novejše raziskave kažejo, da neko živilo lahko povzroči alergično reakcijo, ne glede na to, katerič ga ponudimo. Aj katerič beseda. A ga ponudimo 10-tič, ali 1-tič, ali 100-tič. Po tej teoriji naj bi tudi alergene uvajali kratko, skupaj z vsemi ostalimi jedmi, ne bi bilo absolutno nobenega pomisleka zraven tega. Seveda pa tudi pri vas ni nujno, da je vse tako črno-belo. Jaz sem se odločila za neko, ne vem, 15. odtenek sive med tema dvema ekstremoma. Morate pa vedeti, da midva z Atekom Temnovidom nisva na nič alergična, oziroma on je imel neke alergične reakcije kot otrok, je imel neurodermitis na neke konzervance ali na neke še zdaj ne vemo točno na kaj, v gostem breskovem soku, na najbolj takih nepovezanih random mestih. Mislim, da kokto, če pije preveč, ampak seveda preveč, če spije celo plastenko, pa mislim, da je to več ali manj tono, ni imel zdaj neke hude reakcije anafilaktičnega šoka ali da bi kaj zabuhal, pač tisti neurodermitis je bil prisoten. Vkolikor pa imata starša hujšo obliko alergije ali pa tudi, če sploh kakšni se odločijo pri najmilejši obliki alergije, tudi prav, naredite tako, da vam je lažje, da se boste boljš počutili, da boste sigurni v to, kar počnete. V glavnem se odločijo, da bodo uvajali alergena živila malo bolj postopoma ali pa bodo celo z njimi počakali. Zdaj, kako izgleda postopno uvajanje alergenih živil v primerjavi z tem, da pač otroku damo alergeno živilo, je pa tudi odvisen spet od samega živila. Toliko, kolikor je alergenih živil, toliko je tudi samih načinov ponujanja letih in pa tudi teorij, kdaj uvesti, a sploh uvesti. Potem je tu spet pomislek, dojen otrok, mati, ki doji presnova z materinim mlekom. Kaj pa v primeru, ko je otrok na adaptiranem mleku? Tudi tega ne smemo zanemariti.
Tudi na to vprašanje jaz ne vem odgovora, jaz vam povem samo za specifičen primer, kako smo se pri nas lotili. Hočem vam povedati, da je v redu in črno, in belo, in 25, 10, 15, 13 odtenek sive vmes med tem. Res želim samo, da to uvajanje hrane ne bi bilo več tak stres, kakor je bil meni. No. Govorila sem s svojo sosedo. Njena teorija recimo za uvajanje jajca, pa tudi tašča je rekla, da so njih tako učili, je, da je jajce, eno seveda najbolj alergenih živil, jajce problematično bolj v predelu beljaka, kot rumenjaka. Najprej so dajali jajc v sledeh, recimo v piškotih. Potem, ko so se odločili jajc kot tak, pa takrat je bil otrok že star kar, kot zdaj moj svetovic, se pravi 10 mesecev, so mu ponudili rumenjak. Pa ne neke četrtine ali na osmine narezan. Šele potem so ponudili beljak, ker je beljak po neki teoriji bolj alergen kot sam rumenjak. In to so delali potem 3 dni. In te 3 dni niso ponudili absolutno čisto nič drugega. Kako je izgledalo pa samo uvajanje jajca pri nas? Naredila sem palačinke, imam tukaj tudi recept z nadomestkom. Ponovadi, tokrat sem pa namesto nadomestka dala jajc. Cel. To je bilo tisti dan. Naslednji dan sem mu naredila pa že umešana jajčka. In to je bilo v bistvu to. Trdo kuhan jajc je dobil zdaj, 4 mesece zatem. Smo bili v hotelu, pa so imeli trdo kuhana jajca, za zajtrk pa sem mu dala krhlj, rumenjak in beljak. Je pa res, da ta moja sivina se tukaj pokaže. Tisti dan, ko je dobil torej jajc v palačinki, jajc potem naslednji dan je dobil umešan, 3. dan pa že nisem več se s tem umadala, ampak tiste 2 dneva ni dobil nobenega drugega alergenega živila. Je dobil druge stvari, zdaj žal nimam tega dnevnika, no, da si nikoli ne vzamem časa za to, ampak ni pa dobil nobenega drugega alergenega živila, kot je kravje mleko ali pa nasplošno mlečni izdelek, ni dobil glutena, nobenih jagod, arašidov, nič. V tisto palačinko je takrat dobil samo pretlačeno banano. Arašide sem tudi tako uvedla, kot ste sami videli. Naredila sem mu palačinko, se pravi, brez jajca, z nadomestkom, tistim lanenim semenom, kot lahko vidite v receptu. Potem sem pa samo namazala z arašidovim maslom, ki je bil zmešan z pretlačeno banano. Pa tudi to nisem ponavljala 3 dni, ampak sem imela za alergen uveden. Kravje mleko sem dala pač grški jogurt, mislim da. Kot samo tako, kot napitek, pa pač ne bom, mislim pa res počakati do 1 leta. Tudi kasneje v bistvu ne vem, ampak to je čisto moja osebna preferenca, če bi mu ga sploh dala v vrtcu, ga bo pač dobil. Pri nas doma imamo raje te nadomestke, kot so ovseno mleko. Ker čist isto delo oprav in preprosto ne vem, zakaj se ne bi odločila za alternativo, kjer se lahko. Jagod res, da še nisem ponudila, ampak to je zato, ker še nisem dobila nekih, s katerimi bi bila jaz zadovoljna. Pri jagodah imam jaz ta problem, da so vse špricane. Tako da v nekem idiličnem svetu bi mu dala gozdno jagodo za sprobati, ampak ker nekako nikoli nismo prišli do tega, so nam ostale samo te trgovinske. Tukaj sem pa res hotela biti specifična. Tako da se z temnovidom nisva odločila še ponuditi jagode. Za svinjino prav tako želimo počakati do 1 leta, v bistvu pa tudi, če mu je nikoli ne ponudim. Mislim, da noben problem ne bo, ker dobiva železo pač na milijon in enem drugem viru, da bi zdaj pa rabo posebej svinjino jesti. Tudi jaz se ne počutim, da to nekako omejuje naš jedilnik. Zdaj v primeru, da se bojite alergije, lahko preizkušate to tudi na notranji strani zapestja, je ena teorija, da bi naprimer jagodo pomazali tukaj in spremljali potem, 24 ur, če pride do kakršnekoli spremembe na koži. Zdaj ne vem, če je časovni okvir res 24 ur, recimo, če se vi počutite fajn, če probavate 24 ur. Če pa kdo ve, če je kdo seznanjen z dejanskimi priporočili glede alergij pa tej vrsti preizkušanja, dajte mi v komentar dol napisati, da če bo v prihodnje kdo to gledal,
pa je v taki situaciji, si lahko z vašim komentarjem tudi pomaga. Tako da, evo, to so nekako splošna priporočila za alergene, ki so veljale včasih, splošna priporočila, ki veljajo danes, in pa kako sem se jaz odločila. Se pravi, neko srednjo pot, še vedno sem uvajala neko alergeno živilo 3 dni, tudi tisto mleko, se pravi, grški jogurt, drug dan sem dala skuto, pa 3 dan, ne, še neki v tem smislu, ali sem dala spet jogurt ali skuto, itak, ja, mislim, da skuto s prelivom, itak mu, še zdaj mu to ni najbolj všeč. Ampak tako sem imela alergen uveden, vedela sem, da mali ni alergičen, in ga mirnejše vesti spustim v vrtec. Če se boste pa še vi lažje počutili, pa uberite ta 15. odtenek sive, pa mu dejte malo na zapestje, pa mu uvajte 3 dni samo in izključno to, sploh če ni tak jedec, kakor moj, da res hoče vse pojesti, kar vidi pred sabo, vključno s snegom. Tukaj spet naredite po svoje, v smislu, da boste vi umirjeni sami pri sebi. Tudi če vam drugi pravijo, da komplicirate, veliko bolj da zakomplicirate, pa ste tistih 5 minut na tapeti, kakor pa, da bi se pol žrali celo noč, zdaj sem mu dala pa jajcu palačinko, zdaj ga moram pa celo noč gledati, kako spi, da ne bo imel neke reakcije, ker je to jedel zjutraj. To pa seveda bodite pozorni na priporočila v primeru, da imate vi ali pa vaš partner definitivno potrjeno alergijo na neko hrano. In to je tudi zdaj nekaj novega, da ni nujno, da otrok ima alergijo na živilo, na katerega ste alergični vi, ampak naj bi se prenašal ta gen za alergije. Se pravi, če ste vi alergični na mlek, bo mogoče otrok alergičen na jagode. Zdaj ne vem čist, kako to deluje, če sem iskrena, ampak to je samo ena od informacij, ki sem jo zasledila. Tako da spet, če vam predstavlja nelagodje in pa stres, da ponujate živila na način pač na tukaj pa je, si lahko pomagate s kakšno od teh možnosti, ki so tukaj navedene. Vsako stvar lahko najprej ponudite v sledeh in potem v sami obliki kot taki. Tako da to je za danes to, no. Jaz upam, da vam tole kaj prav pride. Če vam, dajte stisniti prst gor. Če imate kakšno vprašanje ali pa odgovor na kakšnih vprašanj, ki sem jih jaz zastavila, dajte napisati dol v komentar, da bo to neka skupna točka, neko stičišče vseh informacij o alergenih za morebitne kasnejše obiskovalce, ki se bodo ustavljali tule ob tem videu. Če bo pa res teh informacij še toliko dodatnih ali pa dodatnih vprašanj, lahko pa naredim še kakšen video tega tipa, da se malo pogovorimo, še ena taka sočutna čajanka z vodo. V bistvu pogovor ob vodnaku, tako kot včasih, ko so se ženske v glavnem srečevale pa izmenjevale ta mnenja ob vodnakih pa v cerkvi. Ampak ja, ob vodnaku. Če vam mislite, da tale video še komu prav pride, poznate koga, ki se ravno kar upada z uvajanjem hrane na splošno ali pa specifično z alergeni, pa podelite tale video naprej. Mi se pa vidimo kmalu.